pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Tokrat se bomo pogovarjali pa še o zadnjem mesecu leta, o decembru. Dragi moji, kako ste? Kakšno je bilo leto 2023 za vas? Ponavljali smo, da je leto osebne preobrazbe, osebnostne rasti, duhovne rasti, prepoznavanja podzavestnih vzorcev. Mnogi ste mi komentirali, da so res pa letos maske padle. Mnogi ste komentirali, da zdaj ste pa res dojeli. Torej, jaz upam, da je za vami eno leto, v katerem sicer ni bilo vedno prijetno, upam pa, da je bilo vredno. In upam, da ne bomo čisto preveč osredotočeni samo na napovedi za leto, ki prihaja, ampak da bomo izkoristili tudi zadnje dneve decembra, ki je pomemben mesec, bomo vse našteli zakaj, vseeno pa bom na začetku samo na hitro povedala, kako se vse lahko pripravimo na leto 2024 skupaj. Torej, osebni numerološki vodnik, verjamem, da že poznate, to katale je še 2023. Torej, notri so osebni meseci, osebna napoved za vas, delo na sebi, strateški plan sem letos naredila, nekaj čisto novega, torej malo drugačna oblika sicer že dobro poznanega osebnega vodnika, ki pride v knjižici oziroma lahko tudi v PDF-ju. Notri imate napovedi, notri imate vaje, afirmacije, naloge in tako naprej, se pravi neke vrste delovni zvezek, kajti kar se rado zgodi je to, da januarja vsi poslušamo napovedi in potem februarja več ne vemo, na čemu je fajn delati. Tudi webinar smo pripravili v sodelovanju s portalom duhovnost.si, se pravi, še vedno si ga lahko ogledate. Špela ima amazing planner za vse tiste, ki pa rabite rokovnik. Vsak mesec, tako kot lansko leto, bo tudi naslednje leto, tudi numerološka napoved, malo bolj podobna temu vodniku, se pravi napoved, malo vprašanj za delo na sebi. Se pravi, različne možnosti imate, izberite tisto, ki je vam najbolj praktična, bom rekla, kajti v tako leto gremo. Letos smo se učili prepoznavati, ki nam manjka, česa se je fajn še malo naučiti. Se vemo, včasih mislimo, da govorimo, ali pa smo nekoč govorili tuj jezik, jaz sem nemščino govorila tekoče, zelo dobro, danes mislim, da moja slovnica več ne bi bila tako brezhibna. Torej, letošnje leto nam je pokazalo, česa se še učimo, kje morda še nismo najboljši, kje morda nam še malo manjka, kot sem rekla. Drugo leto pa bo energija rekla, ok, zdaj pa bodimo odločni, zdaj pa dajmo manifestirati, zdaj pa dajmo biti proaktivni, zdaj pa dajmo nekaj od sebe. Torej, izkoristimo zadnje dneve decembra, zadnji mesec tega leta, zato da gremo dejansko še malo vase. Pa vem, da decembra so žuri pa tako naprej, tako da pričeli bomo morda tudi s tem. Energija decembra, 1, 2. 1 sem jaz, 2 so moji odnosi. Energija decembra vedno, ne glede na to, v katero leto, letos pa še malo bolj poudarja povezovanje. Se pravi, tudi sicer so praznični dnevi običajno čas, ko obiščemo daljne sorodnike, ko se srečamo s tistimi, s katerimi se srečujemo že mnogo let, pa smo vmes mogoče se malo oddaljili. Dajmo uporabiti letošnji december, dragi moji, tudi zato, da obnovimo stike s tistimi, katerim smo morda kaj zamerili, kateri so morda zamerili nam. Vsi v življenju kdaj pobiksamo, vsi v življenju smo že koga prizadeli, vsi smo že bili prizadeti. Nažalost, verjetno še bomo. Naj bo december čas odpuščanja. Naj bo december čas sočutja. Ta energija se je pričela že novembra, torej če vam nekdo vedno znova pride malo na misel, če si želite družbe nekoga, če nekako bi si želeli stvari razčistiti, zadnji dnevi novembra in pa december so kot nalašč za to. Torej, naj bodo praznični dnevi, veseli december, predvsem namenjeni tudi temu, da obnovimo stike s vsemi tistimi ljudmi, situacijami, navadami, vsem tem energijam, ki nas gradijo. In jaz vem, da vi že veste, kaj bom zdaj rekla, tudi sami seboj. Torej, dragi moji, vzemite si čas, da prisluhnete sebi. Kot otrok smo v takem času zelo dobro poslušali sebe, pa smo pisali pismo dedku Mrazu. Kaj, če bi letos naredili vi isto? Usedite se, vzemite si čas in napišite pismo dedku Mrazu, česa si želite. Pa ne napisati samo novega prstana in hude ure ali pa ful hud avto oziroma ne vem, daljše trepalnice, ampak pejmo v bistvo življenja. Naslednje leto prinaša zelo močne energije, število 8 je zelo intenzivno, stvari bodo šle zelo v ekstrem, tako en kot drug. Kmalu bo na voljo tudi napoved na moji oddaji, naši oddaji. Torej, česa si želite za sebe, za svoj mir, za svojo radost, za svojo srečo, za svoje zdravje,
svoj duševni mir, kot rečemo. Česa si želite? Vse to si pišite. Leto 2024, naj vas spomnim, je povezano s pisanjem. Torej, decembra stopamo v energije, ki nas bodo spodbujale v temu, da si po eni strani nalijemo čistega vina, kajti na nas že malo vpliva tudi že 2024, kaj v našem življenju je toksično, kaj v našem življenju ne deluje, ne funkcionira na način, kot bi si mi želeli, kaj je tisto, kar je prav, da morda pustimo za seboj, kaj je tisto, kar rabimo transformirati in kaj je tisto, kjer smo močni. In na krilih te moči pojdimo v leto 2024. Predvsem pa se odločimo, preden se prične novo leto, česa si želimo, česa si ne želimo, česa si želimo več, česa si želimo v drugačni obliki, česa si absolutno več ne želimo nikoli v življenju doživeti, podoživeti. Mnogokrat travme podoživljamo, mnogokrat se vedno znova pogovarjamo o tem, vedno znova dajemo temu energijo. Nočem reči, da zdaj pa ne več. Hočem pa opozoriti, da vse, čemur bomo namenjali pozornost, naš miselni proces, vse, o čemer bomo razmišljali, vse, kar bomo občutili, vse, kar bomo postavili nekako v središče nas, se bo razbohotilo v drugem letu. Se pravi, če to pomeni, da 4-krat na teden jamrate, kako imate tečno taščo, kako imate zoprnega šefa, kako vas starši niso podpirali, kako vi ne veste, kako sprejemati, kako vi ne znate, ne morete, kaj mislite, s čim vam bo vesolje postreglo? To je približno tako, kot če bi to dajali v jedilnik, v svoje naročilo, kot da ste zdaj na Amazonu in vi to noter vnašate. In jaz vem, da vsi vemo to teorijo in vsi to vemo, ampak včasih se moramo na to malo spomniti. Torej, december naj bo obdobje neke osebne inventure, nekega osebnega pregleda vseh področij. Se pravi, kako je, kaj vaše počutje, v kakšnem stanju je vaše zdravje, vaše fizično telo, a lahko izboljšate, ponudite svojemu telesu bolj ustrezen način gibanja, bolj ustrezen, bolj zdrav način prehranjevanja. Kaj je tisto, kar lahko v svojem okolju spremenite, da je lahko vaš življenjski stil bolj zdrav? Se pravi, greste dovolj zgodaj spat? Kaj je tisto, kar zvečer počnete, preden greste spat? Kaj vnašate v svoje telo, v svoj v svoje emocionalno telo, preden greste spat? Kako začnete svoje jutro? Ali si vzamete tekom dneva, sem pa kaj nekaj minut za sebe, zato da se razbremenite, da se malo diskonektate, da imate stik s seboj pravzaprav. Na področju odnosov, kaj ja, kaj ne, koliko ljudi vam pije energijo, čeprav je bilo nekoč lepo, pa zdaj ni več. Kolikim ljudem mogoče vi pijete energijo, pa se tega mogoče niti ne zavedate. Kje morda vedno znova se ciklamo v jamranje, v opravljanje, v to, da osebi A jamramo čez osebo B, osebi B jamramo čez osebo A. Kje ste vi v vseh teh zgodbah? Kje ste se vi v vseh teh odnosih morda malo zgubili, malo preveč prilagodili, podredili? Ko govorimo o čustvih, kako handlate, kako nekako uravnovešate svoje čustva, katero pomembnost jim dajete ali ne. Ko govorimo tudi o samem izobraževanju, česa bi se želeli bolj naučiti, izpopolniti, kaj tisto je na področju osebnostne, duhovne rasti, kar ste ugotovili, da morda potrebuje malo več vaše pozornosti, kako si boste poiskali primeren način učenja. Glejte, če sem prav omenjala nemščino, če se jo želim znova naučiti, ok, mogoče bom posegla po učbeniku, morda bom prisluhnila kakšnemu tečaju, morda bom se spravila pogovarjati z nekom, ki pač zna nemško. Kako se boste vi stvari, za katero občutite, da mogoče bi potrebovali malo več znanja, lotili? Torej, čim več stvari opišite, zapišite, namreč rabimo nek zapis stanja tukaj in sedaj. Tako kot bi rekli zdravniku, ko gremo na sistematski pregled, če se pojavijo težave, potem pogledamo izvide zadnjega sistematskega pregleda, da vidimo, aha, te vrednosti so tam, te so bile že povišene, to je, Torej, kaj je tisto v vašem življenju, ki je malo škripa? Namen tega pregleda absolutno ni, da bi sami sebi kritizirali. Absolutno ni, da bi sami sebi rekli, da ste neumni, nesposobni, počasni, da ste sebe zanemarili. Kje pa? Dajmo to pogledati kot nek sam pregled. Ko pogledate v omaro, a rabite kruh,
Ko pogledate v hladilnik, koliko je še mleka, se pravi, dajmo se nekako z neko neobremenjenostjo tega lotiti. Mesec december je namenjen temu, da gremo vase, vedno. Enka sem jaz, dvojka so moji odnosi s svetom. Kaj doprinašam in kaj sprejemam, česa si želim sprejemati in kaj želim oddajati. Kaj ti v te energije gremo. Tako zgoraj, tako spodaj je pravzaprav razlaga števila 8, ki je seštevek letnice 2024. Se pravi, če mi ne vemo, česa si želimo, kako naj nam to vendarle vesolje prinese, če mi ne postavimo meje vsem tem, kar dobivamo od ljudi, kar definitivno včasih so tudi njihove smeti, to je dejstvo. Kako naj se to ustavi? Torej, leta 2022 smo delali na postavljanju mej. Leta 2023 smo delali na prepoznavanju sebe, svojih mogoče nekih pomanjkljivosti in dobrih plati. Se pravi, v čemu ste močni. Tudi to si dajte opisati. Naj bo december čas namenjen sebi. Sicer pa bo tudi energija decembra že malo močnejša, že malo bolj odločna, od nas se bo pričakovalo, da postavimo mejo. Zdaj bom tako rekla. Če stvari ne spucamo, preden se prične leto 2024, se bomo z marsičem ubadali takrat, kljub temu, da nas energije v temu ne bodo podpirale. Se pravi, če se lotimo kuhati kosilo in točno vemo, da rabimo krompir olupiti in da potem te olupke odstranimo, je to dokaj logično, je res. Ne bomo nekje sredi tega, da je že juha skuhana, solata na mizi, kar naenkrat ugotovili, joj, krompir je treba še olupiti. V življenju je velikokrat enako. Enostavno pozabimo olupke. Morda malo grdo rečeno, ampak odpadni material dati stran. Kaj vse je lahko ta odpadni material? Občutek imam vrednosti. Ta občutek, da vas starši niso podpirali. Jaz verjamem, da v tem trenutku me ne poslušajo 3 leta stari otroci. Me ne poslušajo 5 let stari otroci. 10 let stari otroci. Od tam nekje naprej smo pa že sami odgovorni, zato pa pride obdobje najstništva, zato se nam pa zdi, da smo najbolj pametni na svetu, ta stari nimajo pojma, grozen, mislim res, kdaj bomo že tako odrasli, da se bomo lahko odselili. To je naravni proces, življenje ima vedno najbolj prav, se pravi, dajmo odložiti vse to, kar nas dejansko bremza, kar pomeni, ko se boste ujeli, da razmišljate, ja, starši me niso podpirali, nisem imel možnosti, to je šlo narobe, se je ponesrečil, se ustavite in se spomnite, ok, to ni šlo, to so olupki, to je treba dati na kompost, da potem lahko postane zemlja bolj rodovitna. Torej, kako lahko vse to, kar se je zdelo izziv, kar se je zdelo razočaranje, izguba, prekonstruirate dobesedno v svoje lastno gnojilo. Vse veste, da jaz imam rada zanimive, nenavadne, včasih tudi malo hecne prispodobe. Torej, kako lahko ta največje razočaranje vzamete in transformirate, pretvorite v svoje rezervne baterije. Dajmo par primerov. Recimo, da vas je nekdo zelo prizadel. Morda ste bili prevarani, morda nekdo ni resno želel z vami biti, v glavnem zelo ste bili razočarani. Zelo vam je bilo hudo, zelo ste trpeli. Če ste tisto takrat preživeli, pa ste še kar tukaj, pa je bilo težko, pa je bilo boleče, pa še kar vedno ugotavljate, da si želite ljubezni, si želite odnosa. Če ste tisto takrat preživeli, ja, potem boste pa verjetno tudi naslednjega francalna ali pa mitsko, če se bo izkazali, da ni v redu. Kajti iz te prve preizkušnje, iz tega razočaranja se naučite prepoznati energijo. Prepoznajte občutek v sebi. Prvič, ko se je pojavilo morda ljubosumje, ko se je pojavil strah, ko se je pojavil občutek, da nekaj ne štima, to se naučimo upoštevati čim prej. Torej, če ste največje izgube, razočaranja, bolečina preživeli in ste še kar tukaj, pomeni, da ste dovolj močni in karkoli bo življenje vrglo slabega vam naproti, je predvidevati, da ste se iz tega nekaj naučili in uporabite to znanje. Ne pa te olupke sabo nositi za vsak primer. Veste, kako to zgleda? To zgleda približno tako. Jaz imam zdaj vse to tukaj s sabo, zato da bo vesolje in svet in ljudje, s katerimi komuniciram, da bojo ja videli, koliko sem jaz trpel, se pravi, jaz sem že dovolj trpel, kar pomeni, da ni mi treba več trpeti, ampak v bistvu jaz še zmeraj trpim, ker to še vedno s sabo nosim, to še vedno podoživljam, še vedno se obnašam, kot da sem v tisti situaciji, kot da se piše leto XY, ko se je to zgodilo. A ni škoda vašega življenja? To je tako, kot če bi vedno še imeli plenice na riti.
To je tako, kot da še bi vedno imeli dudo v ustih, saj jih ne rabite več. Nehajte na čustveni ravni nositi te stvari s seboj. Naučili ste se voziti bicikl brez pomožnih unih koleščkov, je res. A jih še vedno imate tam nekje v prtljažniku? Verjetno ne. Torej, vzemite znanje s seboj. Ko se ujamete, da vas znova boli, da ste se znova spomnili, se preprosto potrudite tam takoj ustaviti in preusmeriti razmišljanje nekam drugam. Če ne gre drugače, dajte si musko, pejte plesati, pejte en film gledati, prisilite se razmišljati o nečem drugim. Včasih vam bo uspelo, včasih ne. Definitivno pa je bolje to, kot da se znova malo valjate v teh starih energijah. Kar nekaj oddaj na to temo sem že posnela. Poglejte si recimo oddajo Kaj, ko ne gre. Se pravi, tudi tam je nekaj zelo konkretnih načinov, predlogov, orodij, ki vam lahko pomagajo pri tem, da ko se zataknete v neki situaciji, ko se zdi, da ne gre več naprej, kako si pomagati. Kajti to je podobno, ne? Čeprav imate vi mogoče fizično ful velike energije, če imate občutek, da je iz nekega razočarjena, pa naj gre to za poslovni neuspeh, naj gre to za osebno izkušnjo, za partnerstvo, za prijateljstvo, za to, da ste šli na Triglav, pa niste gor prišli, za neke vrste neuspeh, podobna orodja vam lahko pri tem pomagajo. Torej, dragi moji, december je namenjen temu, da se zelo dobro odločimo, kaj ja, kaj ne, kaj je naše, kaj je tuje, kateri strah, kateri dvom, katero mnenje, katero občutek, da moramo nekaj doseči, nam je bil nekako vsiljen. A veste, ker v zadnjih letih, kar moram reči, da me preseneča, je, da pride k meni veliko punc, ki so stare 30 in se jim zdi, da bodo jutri kar zaključile svoje življenje in ker še nimajo otrok in še niso poročene, je nekaj zelo narobe. Jaz se spomnim, ko sem bila jaz 30, so mi tudi babice pa tete težile, ne rečem, samo so mi starejši ljudje težili, daj pa misliš ti kaj zibati, zakaj pa se vidva še nista poročila in tako naprej in tako naprej. Ne vem, če smo ravno mi med sabo v tej starosti doživljale, da je pa zdaj lajfa kar konec. In moram reči, če se tudi samo tega dotaknemo, koliko primerov je ženski brez problema, ko so stari 40, zanosijo in imajo družino. Dajmo se vprašati, kaj je naša želja in kaj je tuja želja. In dajmo se vprašati, ali je res za vsako ceno treba oblikovati družino, imeti 2 otroka. Za vsako ceno treba napredovati v službi. Čeprav nam je zjutraj slabo, ko gremo in cel vikend nam je slabo, ker bo pa zdaj ponedeljek in komaj čakamo tisti petek, da malo zadihamo. Ali je resnično oseba, situacija, zaposlitev, šport, dosežek, ljudi, ki so okrog nas, Slovenija, v kateri smo, resnično to za nas? Jaz razumem, da si morda želite družine, ampak ali je oseba, s katero ste oseba, ki bo najbolj popolna mama ali oče, ali bosta vidva najbolj popolni starševski par za to družino? Verjamem, da je mnogo mladih, ki mogoče niso prišli k meni na svetovanje, pa nismo delali ujemanja, pa nismo delali partnerstva, pa nismo delali analize obdobij, kdaj bo najbolje za otročka, pa kdaj ne, in se sooča s podobnimi vprašanji. In če ste zdaj postavite, to pa zdaj vse nas velja, v mentaliteto, v situacijo, da ste zdaj stari 110 let. Se pravi, zdaj pa verjetno res ne boste se odločali za družino. Zdaj pa mogoče res več ni tako zelo pomembno, a ste dobili neko napredovanje, a je bil najboljši avto na tržišču tisti, ki ste ga vi vozili. Kaj je tisto, ko vam bo res pomembno, ko boste stari 110 let? A bo to, da ste naredili kljukico pri 30 in imeli 2 otroka, čeprav ste bili nesrečni v zakonu, čeprav ste vedeli nekje, da ni to še ni najboljš, a to, da ste napredovali, a to, da vas je šef pohvalil, a to, da se vam je rekel direktor, vodja, a je to resnično obogatilo vaše življenje? A določeno potovanje, na katerega niste šli, pa ste si želeli iti po 110, a vam bo žal? Kaj je tisto, za čemer vam bo v resnici žal? Kaj je tisto, kar v resnici polni vaše življenje? Kaj je tisto, kar resnično vas izpolnjuje? Če niste gledali napovedi za november, če niste gledali Pot mojstra, tudi ti 2 oddaji se zelo dotikata točno teh tem. Leto zaključujemo. Letošnje leto je namenjeno naši resnici, se pravi, jaz imam ogromno prijateljic, ki so krepko čez 40 in ne razmišljajo o družini, ne razmišljajo o tem, da bi imeli otroke. A je to prav, a je to narobe? Za njih je to prav. Marsikdo morda to doživlja kot čudno, kot nenavadno, kot izgovor. Jaz mislim pa, da je pomembno, da imamo pogum,
da imamo jajca, po domače povedano, da si priznamo, česa si želimo, pa česa ne. In če si želite imeti 12 otrok, imate vso pravico. Ni nujno, da si boste to željo izpolnili, pomembno pa je, da si to željo priznate. Če si želite biti primarno uspešni v službi, kljub temu, da vas to morda stane osebnih odnosov, partnerstva, s tem ni nič narobe. Če si želite biti bogati, s tem ni nič narobe. Če si želite biti slavni, s tem ni nič narobe. Narobe je, da sebe zatirate. To je edino, kar je lahko narobe. Edino. Torej, dragi moji, če bi se zdaj pogovarjali mi, v mojem svetovanju bi vam isto rekla. Ustvarite varen prostor, v katerem si povejte, česa si želite, česa si ne želite, zakaj. Kaj je tisto, kar vam prinaša zdaj napredovanje v službi? Kjer občutek moči, kje ga pogrešate v svojih partnerskih odnosih? Če si želite uspešnega partnerskega odnosa, točno kaj to pomeni, kako to zgleda. Za nekatere ljudi to pomeni, da pridemo ob 4 popoldne domov, pojemo skupaj kosilo in smo celo popoldne skupaj, zvečer skupaj pogledamo film in gremo spat. Za nekatere pa to pomeni, da se šele zvečer srečamo, si povemo, živo, jaz sem bil na fuzbalu, ti si bila na aerobiki in gremo spat. Za nekatere to pomeni, da sem pa, ki se sploh ne vidimo. Kaj so vaše definicije popolnega odnosa? Kaj so vaše definicije poslovnega uspeha? Kaj je pravzaprav vaša definicija sreče? To vas sprašujejo energije decembra. Kaj so vaše definicije? Ne od vaše mame, ne od vašega ata, ne od vaših starih staršev, ne od družbe, ne od Slovenije, ne od socialnih omrežij in ne od vas 10 let nazaj. Ampak zdaj. Kajti zdaj ustvarjate svojo prihodnost in če ste 10 let nazaj se odločili študirati ekonomijo, jo doštudirali, ugotovili, da to ni to, se niste zacementirali. Dan danes greste lahko na strokovni tečaj, na neko krajše izobraževanje ali pa se pišete na faks in doštudirate in se ukvarjate tisto, s čimer se resnično želite in kar vas izpolnjuje. Torej, dragi moji, poslušajte sebe decembra. Na kratko lahko povem, da energije vas bodo postavljale v situacije, v katerih ne boste zadovoljni, ravno zato, da boste to ozavestili. In smo bili kar dolgi, zdaj pa naredimo še pregled od 1 do 9, torej kar hitro zračunati svoje število življenjske poti, tisti, ki ste novi, to je seštevek vašega rojstnega datuma, toliko časa seštevamo, da pridemo do ene same cifre. Če rabite malo več časa, kar ustavite video in si vzemite čas, če spremljate oddajo na YouTubeu in pojdimo. Enke. Iščite novitete, ki vam dajo občutek stabilnosti in miru. Se pravi, kaj je tisto, kar vas pomirja in obenem polni z občutkom moči? Kaj je tisto, kar je poznano, se pravi, kaj so korenine, na katerih želite graditi? Torej, kaj je tisto, kar potrebuje, malo bolj tako rečeno, nadgradnjo, obstaja, pa rabite aktualizirati. To je tisto, kar potrebuje največ vaše pozornosti zdaj v decembru. Število življenjske poti 2. Drage moje dvojke, kaj je tisto, kar vam prinaša več svobode? Vi kot oseba ste zelo predani svojim odnosom, ste zelo predani ljudem, ki vas obdajajo. Se včasih tudi podrajate za to, da osrečite drugo besedo, pa ne drugo osebo. Torej, v katerih odnosih, situacijah, zaposlitvah, navadah potrebujete več svobode, kje potrebujete več strasti, kje potrebujete občutek, da ste živi, da dihate, da se stvar tudi spreminja, da ni umrla. V decembru bo veliko dogodkov, kjer bo morda občutek ujetosti, nezadovoljstva, prisile ravno za to. To so opomniki, ki preprosto potrebujete en val, en veter, en piš novega vetra. Se pravi, izbirajte stvari, ki vam prinašajo, prebujajo strast. Število življenjske poti 3. Drage trojke, ustvarjajte. Pred vami je tudi romantičen mesec, lepa energija, bom rekla energija domačnosti, povezovanja z družino, s predniki, s tradicijo, z vso čarobnostjo prazničnih dni. Se pravi, glede na to, da ste trojke, da ste ustvarjalne, go for it, okrasite svojo hišo, svoje čevlje, svoj avto, svojo torbico. Ilustrirajte svoje življenje. In obenem bodite ljubeči do sebe. Torej, predvidevati je, da bo vsaj en
ali 10 dogodkov, kjer bo potrebno postaviti mejo tistim, ki jih imate vi radi in svoja pričakovanja dvigniti. To je nekako darilo dedka Mraza. Dedek Mraz vam želi pokazati, kje morda niste dovolj cenjeni, niste dovolj ljubljeni in vedno potem pridemo nazaj k sebi. Ko mi sami sebe ne cenimo, ne ljubimo dovolj, seveda potem to dopuščamo tudi drugim. Se pravi, predvsem vi dajte pisati dedku Mrazu vse svoje želje. Število življenjske poti 4. Drage štirice, torej, malo bolj racionalen mesec, veliko bo dela na podzavesti, veliko bo tudi dela na občutku ne pomanjkanja, ampak primanjkljaja. Kje imate morda občutek, da niste dosegli dovolj, kje imate morda občutek, da ste malo ujeti, da ste stagnirani, da mogoče ravno to, kar vam daje občutek varnosti, se pravi rutina, navada, neka struktura, kje to zdaj več ni čistko? Torej, kje se je resnica spremenila, kje so se vaše prepričanja spremenila in kje ste vi kot oseba zrasli. Ko boste to prepoznali, se bo prebudila neka čisto drugačna samozavest, čisto drugačna suverenost, občutek suverenosti, s katero stopite potem v naslednje leto. Torej, december vam prinaša dogodke, v katerem dvignite vi sami sebi oceno. In se pohvalite, seveda. Število življenjske poti 5. Drage petke, bolj odločna energija, vas že obdaja energija manifestiranja, se pravi, ni meja in vi to veste. Ste radovedni, ste odprti drugačnosti, izkoristite december, da že pričnete manifestirati vse tisto, česar si želite, da že začnete namensko usmerjeno svojo energijo prerasporajati, svoje življenje prerasporajati, pravi nakratko povedano. Bodite zelo pozorni na to, kaj deluje, kaj ne deluje, česa si želite več in točno samo s tem se ukvarjate. A to zveni sebično? Seveda, ampak po drugi strani, če pa govorimo o nekem poslu, zakaj bi vedno znova uporabljala nek avtobus, ki ne deluje, se pravi, nikamor ne pride, namesto da bi ga nadomestila s kombijem? Torej, kaj je tisto, kar dejansko je nadgradnja, kar je bolj učinkovito in bolj vaše? Se pravi, da ne gre več samo za to, da se imate vi fajn, ampak da govorimo o nečemu, kar vas gradi. To je pomembno decembra. Število življenjske poti 6. Drage moje šestice, še zadnje maske bodo padle, še zadnje resnice se bodo pokazale, ampak jaz mislim, da vas ne čaka prav nobeno posebno presenečenje. Jaz mislim, da po eni strani boste končno spustili neke stvari, predvsem upanje, da bo nekoč bolje ali da bo nekoč znova tako, kot je bilo. Torej, če se pojavi nekdo iz preteklosti, bodite zelo pozorni, ali so se stvari v resnici spremenile, ali govorimo o tem, da se boste samo spravili v še eno epizodo podobnega, torej ali gre za reprizo ali gre za ponovno priložnost. Če boste gledali nadaljevanko, določeno serijo, se ne bo spremenila, je tako, še enkrat jo boste gledali. Mogoče boste neke stvari na novo opazili, ki jih prej niste, ampak to ne pomeni, da je serija druga. Katere osebe vam preprosto nudijo še eno ponovitev iste serije, vas sprašuje mesec december. Tam prerežite in pejte v nove energije januarja. In število življenjske poti 7. Drage sedmice, pred vami je nova energija, sveža energija, energija napredka, energija radovednosti, energija povečane samozavesti, se pravi, tudi za vas velja ne čakati na naslednje leto. Izbirajte stvari, ki vam prinašajo novitete, napredek, pa vam občutek suverenosti. Se pravi, če ste recimo IT programer, ne izbirajte tisto, kar vam prinaša nekaj novega v smislu, da zdaj boste pa kar naenkrat veterinar, razen če boste tudi tam IT programer, ampak izbirajte tisto, kar vam prinaša na področju IT programerstva nekaj novega, nek napredek, se pravi, mogoče bo to boljša oprema, mogoče bo to boljša mašina, kaj je tisto, kar vas pravzaprav vam olajša vašo pot in vas s tem krepi. To vam želi pokazati december, kje si morda sami kompliciramo življenje, zato ker imamo zastarelo opremo. Podobno velja tudi za število življenjske poti 8, se pravi, drage osmice, kje sami sebe linkate in povezujete z ljudmi, situacijami, navadami, programsko opremo, ki je enostavno morda zastarela ali pa za vas ni dobra. Se pravi, če ste oseba, ki rada govori tuje jezike, pa se vedno pogovarjate samo v svojem maternem jeziku, verjetno ne boste teh talentov, darov za njima nadgrajevali.
Kakšne vrste osebe potrebujete v življenju, da bi vi cveteli. Zelo veliko energije bo s tem povezanih, veliko ljudi bo stopilo v vaše življenje, ki vam bo morda pokazalo, kako to zgleda, če vas okolica razume, če vas podpira, če vas objame, če se ji zdi, da ste fantastični. Zato vas bom zdaj najprej vprašala, ali vi menite, da ste fantastični? Kaj je tisto, kar bi vi prvo omenili o sebi, da je pa top? Kaj vam je prišlo na misel? A še vedno naštevate? Še malo počakam? Ali ste že malo brez besed? Torej, december vam prinaša paleto izbire, ne samo drugačnosti, ampak tistega, kar vas podpira. In še število življenjske poti 9, drage devetke, ustvarjalna energija, tista notranja igrivost, pa tudi ranljivost se bosta sprožila, se pravi, biti zelo potrpežljivi sami do sebe, pa si pričarati tudi resnično lepe praznike. Sploh devetke ste sočutne, sočustvujete s tistimi, ki so sami, sočustvujete s tistimi, ki so v stiski. Torej, decembra lahko ogromno dobrega naredite na tem področju, ne pa pozabiti, da ste pa morda potrebni podobne pozornosti tudi vi, pa tudi vaši najbližji. Ker se velikokrat zgodi s številom 9, sploh kadar se pojavi v številu duše, morda niti ne tako zelo v vašem primeru, je to, da razumejo lačne v Afriki, da razumejo sodelavci, ki se jim je nekaj slabega zgodilo, tiste najbližje pa ne. Se pravi, drage moje devetke, posvetite nekaj malo več časa, pozornosti, ljubezni, navihanosti, tudi tistim, ki so vam najbližji, absolutno, saj veste, da vas skoraj vsak mesec na to opozorim, ne pozabiti nase. Torej, dragi moji, to je bil pregled od 1 do 9. Jaz upam, da bo december čaroben mesec. Jaz upam, da bodo ti praznični dnevi nas spomnili, da v življenju lahko vedno posežemo po nečem več in da to niso vedno darila. Praznični dnevi naj ne bodo pehani za darili, naj ne bo poseganje v denarnico na prekomeren način, naj ne bo zapufanje, naj vas ne bo sram, če ne morete kupiti, Swarovski prstan na osebi, ki jo imate radi. Vi ste darilo tistim ljudem, ki so pravi v vašem življenju. Tisti ljudje, ki so ta pravi ljudje za vas, so za vas hvaležni. Tako kot ste vi hvaležni za tiste osebe, ki vam vedno znova polepšajo dneve, ki vam bogatijo življenje, ki vam prinašajo točno to, kar potrebujete, čeprav vam včasih to ni všeč, ki vam prinašajo radost, ljubezen, občutek varnosti. To so prava darila. Torej, morda pa je december namenjen tudi temu, da prepoznamo, kdo je in kdo ni darilo in kako smo mi lahko pravzaprav darilo. Naj bo december magičen in se vidimo kmalu že tudi z napovedmi za leto 2024.